Srčni zastoj lahko doleti tudi obiskovalce gora. Strokovna pomoč je navadno takrat zelo oddaljena, dragocena pa je vsaka minuta. Tak bolnik je povsem odvisen od laičnega ukrepanja in dajanja prve pomoči. Zato želimo spodbuditi čim več obiskovalcev gora, da pristopijo k bolniku v srčnem zastoju ter mu pomagajo. V primeru, da se pred vami nekdo zgrudi, najprej varno pristopite do njega, ga pokličete, potresete, v primeru, da se ne odziva, pokličete mimoidoče, da vam pomagajo. Zatem sprostite dihalno pot, zvrnete glavo, dvignete brado ter opazujete dviganje prsnega koša. Čutite zrak na licu in poslušate dihanje. Če imate ob sebi pomoč, 112 pokličejo drugi, sami takoj pričnete s stisi prsnega koša. Pomočnika pošljete po avtomatski defibrilator, če je v bližini. Peto, ene dlani položite na sredino prsnega koša, dlan druge roke pa na prvo dlan, ter nato s stegnjenimi komolci pritiskate pravokotno na prsnico s frekvenco 100 na minuto. Vtis je globok 5 cm. Med vtisi rok ne odmikamo od prsnega koša. Kaj pa umetno dihanje? Dajanje umetnega dihanja ni potrebno, če si tega ne želiš. V primeru, da si se odločil tudi za dajanje umetnega dihanja, usta na usta direktno ali preko maske, je potrebno napraviti najprej 30 stisov prsnega koša, nato 2 vpiha. Vpih naj traja 1 sekundo, ter nato počakamo na izdih. Kdaj lahko prenehate z oživljanjem? Kadar prispe strokovna pomoč, ko bolnik prične kazati znake življenja, to pomeni, da diha, da se premika ali odpira oči, ter ko smo se izčrpali.